Živijo, tukaj je Anže, poslušate podcast Apparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Tole pa je 67. epizoda Apparatusa, v kateri sem govoril z Boštjanom Jerkotom, ki je programer in pa maker. Kaj točno to pomeni, boste izvedeli v pogovoru. Sicer pa naprej začnemo še enkrat. Ful hvala vsem, ki ste že podprli mrežo Apparatus, to je zdaj že 600 oddaj, ki vse najdete na apparatus.si, podprete jih pa lahko tako, da greste na apparatus.si/podpri. Evo. Zdaj pa Boštjan. Zelo začela. Ja. Ne veš. Okay. Moje prvo vprašanje je vedno isto. Kdo si in kaj počneš? Ran študiral sem, ker sem bil na poti sem. Kaj vse počnem? Ne? Torej, ne v tem vrstnem redu po pomembnosti, zato ker se pač sprot spomnim stvari. Na Twitterju imam napisano mož ene in otrok treh, potem kasneje sem dodal še dve domači živali, potem pa hacker, tolmač slovenskega znakovnega jezika, otrok gluhih staršev, to ne vem, če je na Twitterju napisano, JavaScript programer, Python programer, pa tako kakšne gadgete še rad programiram, predvsem te manjše, v smislu Arduina, pa teh stvari. Pa triatlon, ja. To sem čakal. Ja, to sem skoraj pozabil. Zdaj treniram. Dolcajta si bil model. Ja, tako je. Za sliko, ki laufa. Ki laufa, ja. Bežim, pa ne vem pred kom. Se pripravljam za ptujski triatlon zdaj, ki je te prvi. Sam tako mi gre. A pa ti, mislim, kaj to pomeni, da se pripravljaš? To me res zanima. To pomeni, da hodim 2-krat na teden plavat. Aha. Ja, zvečer ob 21:40 imam enkrat, pa enkrat ob 6 zjutraj, kar je dedication. Ne? Oh, wow. Ja. To še sam sebe presenečam, da se mi da, ampak ok. Pa probam vsaj 4-krat na teden teč. No? Kolo pa za zdaj še malo počiva. V soboto ali pa v nedeljo je plan potegniti, pa prah pobrisati, pa dati nazaj. A ja, dejansko pol vse tri. Ja. Aha, plavanje je najbolj švoh. V bistvu sem splaval precej pozen, že tako, ne? To prsno. In potem valjda, ne, če greš prsno na triatlon je tako. Sej, prideš do konca, ampak folk že pride zraven, pa ono, a bo šlo? Ja, sam počasi, kakšen Bartle vmes, da še kaj spije. Tako da probam kraval, sam v bistvu me gužva tako, kar straši, ne, ko navalje, vsi pa se tepejo, jaz puno, v redu je, pisme, v začetku so orang, ne, ba je, tepejo in vse, in jaz pa se malo umaknem, počakam, da gre glavnina, pa je za njimi lepo počas. Samo polako. In kaj, triatlon, koliko cajta traja? Zdaj tako, no, ko sem začel, ne, sem šel na unga, triatlon za vse, ko imaš tam 300 do 600 metrov, pravzaprav 300 metrov plavanja, 8 km kolesa je bilo, pa 2 km teka, kar se posamično sliši tako izvedljivo, ne? In to se tudi meni zdaj. Pa sem pa oddelal zadevo in je bilo kar naporno, no, ampak končal sem. Tako da v Mariboru je bil ta prvi in zdaj letos, če bo v Mariboru, moram iti spet malo tako izboljšati stvari. No, pa greš pa naprej, ne? Zdaj sem pa recimo na sprintu, 750 metrov plavanja, 20 km kolesa pa 5 teka. To je balans, ja. Plan imam pa zdaj v Portorožu, mislim, da bo zdaj bolj tam v konc maja ali junija celo, mislim, da junija, ja? Bo pa Olimpik. Kilometer pa pol plavanja, 40 km kolesa pa 10 teka. To je že na meji mučenja. Tukaj bom moral pa celo kaj pojesti vmes. Ja, se jih hotel reči. Tako da še ne vem, kako bom to izvedel, moram še malo sprobati. Ne. Oh, wow. Že 10 km pa pol plavanja si misliš. Ja, no. Glih zdaj v sredo sem odplaval tako 200 metrov, pa pol kilometer pa pol v šusu, pa 200 metrov kao razplavanje. In je celo šlo, ne. To sem bil prav ponosen, nas je pa tako, bazen v osnovni šoli v Novem mestu, kar pomeni 16 metrov, kar pomeni izjemno velik dolžin. Ja, wow. Ful šteje in pa tako, koliko je že? A je to, ali je to? In potem jaz včasih, ne, večinoma, no, probam res pač zakazen reči, nižja številka je, včasih si pa mislim, dober, dej ne seri se. Mal na gor zaokrožen. Mal na gor, ja. A je 35, nemo na 50 zaokrožen. Sem to je pa, mislim, sem kondicija, je pa moraš imeti pa nerealno, ne? Jaz sem v resnici dosti tako,
zdaj probavam, ne, tako je. Jaz zmeri trdim, važna je udeležba, ne pa, da sem... Ampak, veš, ko pa pridem do konca, da jaz bi zmagal. Ne? Ja. In potem, ne, glede na treninge, sklepam, da trenutno zmaga še ne bo glih, kaj prav hmal prišla, ampak v redu. Ne? Vsak let se izboljšam nekaj. Ne? Recimo, 2 leti nazaj sem šel prvič v Supetar na triatlon. To je bilo tako, ne? Debata je bila, da bomo šli kampirati v Italijo, Gardsko jezero. Kaj pa, če ne bi šli, kaj če bi šli pa na morje, na Hrvaško, na otok? Pesti to, trajekt, safar. Dajmo pogledati Hrvatski triatlonski savez. Triatloni, v Supetarju bo takrat, gremo v Supetar. Zakaj pa? Ni važno, kolo bom sabo vzel. Ja, po nesreči. In pa smo šli in sem šel na tekmo. In je trajalo, 1:45, da sem odfural ta sprint. Ne. No in lani, ampak s tem, da za kolo sploh nisem vedel, kako bo, in je bilo tako, morje, pa se ni problem, se je sama ravnina. In je bil klanc gor skozi kolo. Lani sem šel pa pol drugič, ne, tako, že z vedenjem kaj je, in sem šel enkrat v klanc probat. In sem za 15 minut izboljšal rezultat. 15 minut? Cool, ja. S tem, da plavanje mi je bilo tam nekje, ne, švoh, ampak pol kolo, po moje, sem dosti izboljšal. Ne. Ja. Dober, tek tudi. Spet, jaz sem v bistvu človek, ki rad odneha. Ne. In pa se moram brcati urit vsakeč. Ne, tako tečem, pa pridem spet. To je vsak človek. Ja, si najbolj res. To je največja stvar, je sebe prepričati. Ja, Čisto velike to folko razlagam. Ko si jaz sem začel pa lavati, sem rekel, pejt prvo na neko vodeno vadbo, da se bo sploh navadil nekam hoditi. Jaz sem probaval že v osnovni šoli, po moje, laufati. Gremo, stanoval sem za Bežigradom, v BS3, in je tam hipodrom bliz. Idealno, bomo tam tekli s konji. Se ni bilo konjev, ampak v redu. In tečemo tako, 2-krat, 3-krat, pa polno. Danes pa ne morem. Ta prvi daš, ta prvi oblak. Kaj pa če bo daš, bom moker. Ja, ta scena. In potem ni bilo kar nekaj časa nič, in pa sva takrat čez punco, zdaj ženo, začela... Nekaj sva kolesarila, pa tako sva šla celo na 100 km kolesart, sem crknil, ampak sem prekolesaril. Pa sva pa hodila plavati. Malo Tivoli, malo na Div, torej fakulteta za šport, tako, cool. Pa so se preselili na kmete, tam pa daleč okoli ni bazena. In valjda, to plavanje pa je čisto odpadlo. Jaz pa pol tudi nisem kaj velik, ampak skozi bila ena ideja, triatlon, tako zanimiv mi je bilo, Te misli jaz v življenju nisem imel. Triatlon, jaz sam pomislim na laufanje. Ampak, kaj sem nekaj, gre zdaj iz športa, če ne bo... Zašla, Sva že. Ampak, prej si rekel to, kaj programiraš, Arduino. Arduino, to so te Italijani. Ne razloži, kaj je to pa neko tako razlago, kaj sem še jaz zmanjšval. Jaz v bistvu sem že prej začel z temi mikrokontrolerji. Poanta je tle mikrokontroler. Mikrokontroler na koncu, mogoče ne bo kakšen elektrotehnik, kljub temu, da sem to študiral, tako, zaklal, kako moram, ampak načeloma je to računalnik v čipu noter. In to je to. In potem ti se preklopaš gor na nek način, USB, kakorkoli, z nekimi dodatki zraven in programiraš v C-ju, naprimer. Se pravi, noter imajo že nek software, da ti lahko potem napišeš programček v C-ju, zalaufa zadevo in prva stvar običajno je, da ti preklopiš eno lučko gor, ledico in utripa. In to je vedno prva stvar, tako kot Hello World. To je to. Hello World, v Morzejevi kodi, recimo. To bi pa moral probati, to je bilo zanimivo. Ta scena. Ampak Arduino, to so Italijani, da so začeli. So noro se razpasla. Ampak to je tako open source hardware. To je tako kot Linux, ampak le so dejansko neki fizičnega roka. Ker jaz sem recimo začel z mikrokontrolerji in sem naredil enkrat eno zadevo, tako, skozi me je mučil to, tako imaš eno tako protobord, se reče zadevi, plastika,
ti natakneš noter čip in potem z žičkami povežeš med sabo. In tisti je fajn za testirati elektroniko, to folk uporablja. Ampak skozi sem eno in isto sestavljal. Pač računalnik rab procesor, rab uro in to je pri mikrokontrolerju podobno. Mikrokontroler, ura in skozi in sem že poln kufr tega in sem rekel, bom to na eno ploščico dal, pa ene nokce ven, da bo tako kaj večji čip. In sem to naredil, poslikal, naredil načrt in objavil na eni spletni strani Instructables. Ne vem, koliko poznaš? Sem slišal. Ampak, ja, tam so tako, folk res dela svašta in to tam objav. In jaz se tako mal pri sebi mislim, da sem bil jaz to prvi, ki je s tem začel. Ker je bilo v bistvu, pri Konradu sem najdel neke take ful dolge nokce in sem to na spajku gor in počel in zdaj folk prodaja podobno rešitev. In pa jaz tako, vizionar sem bil. A je bilo res ali ne, pojma nijem. Ampak tako, veš, s tem sem začel. No in pol je ta Arduino vam prišel in sem videl, pismo si zadeva ful razpasla. Tako res se je prijela. Tako da, mislim, da do Arduino tako prideš tudi, če si sam na netu. Mene je to, ki me gadgeti zanimajo, ampak se mi zdi, da je to ena taka stvar, ko že tako malo trka na mainstream. Folk je naredil recimo Arduina v obliki rožce. Tako, da zgleda in ti si lahko narediš broško iz tega. Te povezave so meni blazno všeč. Res zato sem zanče Urša Jerkič pisala, kako so eni na 3D naprintali uhane. In je meni to fascinantno. To je tista prava uporaba. To, da ti pol tam doma neki gadgete sestavljaš, vsi si fancy, to je neki brez veze. Da je pa res mainstream v smislu stvari, povezovanja stvari, ki misliš, da ne pašejo skup, pa pašejo, sam folk tega ne ve. Če se spomniš, ko je bila una operna pevka, ki je šla na Eurovizijo, Alenka Gotar. Ja. No, ona je imela na Euroviziji, na nastopu neke ledice na roki, in ki je šla proti obrazu, je tako posvetil obraz. No in je bilo meni to tako vsi v resnici brez veze zadeva. Ampak folk se tega ni spomnil. Dejansko je ena aplikacija v pravem svetu. Tako, Nekaj na world. Tako, No in sem izpolj tega dizajnerja, ki je to naredil, jaz se ne spomnim zdaj, ko je bil za en, sem ga tako, sem mu mail poslal, sem rekel, je svaka čast. In potem je bilo tako, hvala pa to, in sem šel, imel je pa prostore v Plavi laguni, zraven Mumina, ki majce tiskajo. Tako, prav vem. In sem šel enkrat tam mim, in sem šel krnot, in sem mu predstavil in sem pol debatirala malo. In sem rekel mu človeku, to je meni recimo prava stvar, da ti res, povezuješ svetove, na koncu. Najbolj mi je bilo noro to, ko začnejo, mi smo naravoslovci, vi ste pa humanisti ali pa družboslovci in jaz to, se ne mešamo, Če se ne bi nič zgodilo. Ja, mislim, ne me zezati, in zato ne maram, tega poluno FDV, pa to je brez veze, iz FDV-ja, pojma nimaš, kar neki. To pa je ujete, lahko reči. V glavnem, kaj sem hotel reči, kaj se pol da z Arduinotom delati? Mislim, da se vse, ta zmera. Šici mi že vzel besede. Ampak res tako je, da si folk malo bolj predstavlja. Ti dobiš tam pač ta board, pač to, ki res zgleda, ker najmanjši motherboard, mama plata, ki se lahko zamisliš, in kaj se pol da delati? Vse. Vse. A ni v redu. Recimo, ena ideja, ko jo imam ta trenutek, na kateri delam, sicer uporabljam ta trenutek Raspberry Pi. Do tega še pridemo. Ampak gremo nazaj. Celo manj kot Arduino ali pa tam nekje je Tinzi, kar je v bistvu mogoče z močnejšim procesorjem in manjšo velikostjo Arduino. In sem jaz prišel na... Če pa to, kar rečeš manjša velikost, kaj to pomeni, koliko je to veliko? A že si folk gledal, da si že Arduino, a veš, kva bi rekel z Arduino, A5 list, manjška A5. Manjška A5. No, tisti Tinzi je koplonk listek, recimo. Že bolj telefoni, recimo. Manjši kot telefon, veš, tako res Včasih, bratranc je imel, to po moje se folk ne spomni, sem že prestar. Folk. Tisti, ki poslušajo,
bratranc je imel obesek za ključe telefonski imenik, tak papirni. Tako, ja, jaz sem bil ful fasciniran nad tem, ker je tako nekaj mečkega je bilo in pa si potegnil papirčke ven, na eni osi je bilo to skupaj speto in si potegnil papirčke in si zapisal, ne. In je taka mehna zdeva in je bilo meni to tako, James Bond varianta, ja, no. Tako veliko je. Zdaj folk točno ve. Ja, točno to, zdaj vsi trije googlajo, miniaturni, No, ampak to so res mehne zadeve. To je res mehna moj point, da pač res tako za v žep. No. Res za v žep, ja. In res ti potem, in meni je recimo, ti na koncu programira lahko na koncu vsak, ne. Teh povezovanih hardvera pa softvera je pa že nekaj več, ne. Nekaj, kar je že malo težji, ne. In zato mene to v resnici bolj fascinira kot pa samo programiranje, ne. Fajn pri programiranju je pač, da se bom naučil, zdaj pač delam za eno firmo, ampak ne, povezovanje hardvera pa softvera je pa tisto, kar me zanima. No in da se vrnem na ta Teamsy, ne, recimo, ali pa Arduino konec koncev. Torej, ideja, nekoč sem se pogovarjal s praprotnikom, z Vala 202, ne, o eni zadevi, ki rečejo Radio DNS. Radio Vis je v bistvu ta krovna zadeva. Sicer ideja je ta, radio, tako poenostavljeno video strani za radio. Recimo. Ne, in zdaj problem tukaj je seveda ta, da radio nima displeja, ne, tazga orang. Hkrati pa postaje tudi ne oddajajo v taki obliki in zdaj, ne, valjda, postaje ne bo oddajala zato, ker ni teh radijev, ne, sem pa tja je kakšen. Hkrati pa folk ne bo kupil tak radio, ker pač tega noben oddaja. Vlastno sem eno trenutku, open source radio, ne. In sem prišel in sem najdel v bistvu že eno ploščo z v bistvu čist mečkanim radijem, ne, sprejemnikom, FM, RDB, pa celo neke te variante že ima in so tako eno platico naredili, neki Nemci, ne. In to se da na USB priklopiti. In sem jaz to rekel, ok, to bom s Teamsyjem povezal, pa Bluetooth, pa tablica in s tablico upravljaš radio, s tablico lahko pošiljaš audio signal na radio, mislim pač na uno škatlo, ki bo pač to imela noter, lahko poslušaš podcast na ta način, tako, te variante in open source bo vse skup, ne, hardware in software. Čeprav pa sem se vmes malo premislil, ampak pustite. Konec sem začel študirati v denarju in potem, ampak v redu. To je bila osnovna ideja. In Teamsy je bil tukaj not, ne. Se pravi Arduino na konc, ne. Povežeš s to, ena taka konkretna uporaba. Kje se je pojavil problem ta trenutek, je bil ta, da povezava ni tako preprosta. A veš, ni sam žičke povezati in to je to, ampak je USB, pa komunikacija, pa ker je toliko vse nizek nivo komunikacije, treba še kar nekaj sprogramirati. Ni sam dump pipe, ampak tako, je še kar nekaj več. Ne? In tukaj je prišel Raspberry Pi noter. Ne? Kaj pa je res, ga z USB-jem lahko povežem, celo so že naredili software za v bistvu driver, za to ploščico. Ker jaz sem zadevo kupil, bilo je za Linux, bilo je za Windows, ni bilo za Maca. In pa sem rekel, ok, bom jaz za Maca naredil zato, da lahko sprobam. In sem rekel, super, sem podpisal NDA in so mi poslali kodo, popravil zadeve, ful so mi pomagali in jim poslal, ne, evo, dela in pa sem, recimo, ta RDB, ne, lahko sprobaš sam tle v Ljubljani, tam pri nas na kmetih pozad, ne. In pa se v Ljubljano pripelil enkrat z vso škatlo, mašinerijo, antenco, v avtu, pol tam le pri BTC-ju potegnil notebook ven, veš, tako preklopil. Kjer terorist, to je noro. Točno to, sem ful okol gledal, da ne bi kdo videl, kar je po moje še bolj sumljiv. Še bolj weird, ja. In neka antena, veš, hvala Bogu, ni bilo treba antene na streho dati, ker pa je bilo pa konc. In sem sprobal in je delal, ne, in pa sem hiter spakiral in pač šel malo okol, ne. Da ni izgleda pred sumljiv. Šel po sladoled. In zdaj pa z Raspberry Pi, ne, pač je ideja, da bi povezal, ampak ta trenutek se pa vračam nazaj, ne, Raspberry Pi, spet, v resnici, ne, ti lahko isto stvar narediš z Arduinom. Tako da karkoli govorimo o Raspberry Pi, a veš, si lahko predstavljaš Arduino v resnici, ne. Ampak je, kakor reš, tekem je Raspberry Pi bolj zaključena celota, ne, Arduino, ne, sam to je, ne. Ti si je bolj že računalnik, ne, sam plata, tako, ne. Ampak v resnici samo zaradi softvera, veš, ker ti Linux lahko gor laufaš, pomeni to, da imaš cel svet že lahko dost. Tistem moraš pa, si dobiš knjižnice, pa je tako naprej, pa, ne vem, prostorsko si omejen, v smislu, ne vem, imaš memorije sam tok, pa Raspberry Pi, pa konc koncev SD, pa učeš malo večji noter, pa je že drugače.
Ampak tako, da sam naprej gremo. Raspberry Pi je v bistvu projekt od enega modela, tako sem jaz bral. Takrat, ko je na začetku, sem enega modela. Pač enega prekvalko modela. No, to pa niti ne vem. Anglešnik. Nek angleški dela za Qualcomm, ker to niso največji chipmaker na svetu, v bistvu poleg Intela, kar se Arma tiče. In je pol hotel narediti dejansko nekaj, kjer bi se lahko vsak učil programirati. In so ven izdavali, zdaj že koliko, na $25, ne? Jaz sem zdaj le kupil, za $25 sem jih kupil 3, pa že sem že klikal, da bi še ne parih kupil. Tako, veš, To so proper mini računalnički, brez ohišja. Ampak pomeni, da ima gor in USB port, ne? Dva USB porta z enim kontrolerjem, ne? Tako da 500 mAh lahko sam furaš. To, da kad daš, ne vem, Bluetooth pa Wi-Fi gor, se sede. Tako da to je, pol imaš SD, ne, da lahko daš noter, imaš HDMI izhod, kar je super. Jaz sem videl to zadevo Laufa 1080 po video. Kar je meni. Mislim, z XBMC-om povezati, lahko si narediš home theater. Home theater, recimo. Pa mrežna je, ne, kabel, ne. Jaz sem pol nabavil Bluetooth adapterje, Bluetooth 4, zato ker sem že nabavil na vse od Kitajcev dobim, pa začnem programirati na iPadu, pa tako, 4 rabim. Ok, dajmo še enkrat naročiti. In pa sem še to naročil, pa še Wi-Fi, USB, zato da lahko malo probavam, ne, in lepo dela. Tako da ne, tukaj in zdaj, pa je pa naslednja stvar bila, ko enkrat dobiš to, so pa spet ideje. Tamao je star 6 let in ima ful ideje, kako bo midva skupaj nekaj naredila. Jaz pa valjda, velik otrok tudi, veš. Ne. In potem, bova, in sem si kupil eno platico, dodatek, na Raspberry Pi. Kar je še fajn pa Raspberry Pi, je pa to, da imaš ti GPIO port. Ne vem, kaj je GP input-output, GP sem pozabil. Vse je nekaj zelo tako preprostega, neki programming, ne. In ti lahko te konektorje programiraš, recimo, folk je naredil knjižnico v Pythonu, tudi v JavaScriptu je naredil knjižnico in ti s preprostim ukazom lahko spet, hello world, na ledico delaš, In na ta način ti lahko komuniciraš s svetom na tem bitnem nivoju, se pravi, furaš motorje in tako naprej, In tukaj imaš potem takoj celo sceno robotike in vsega in sem jaz pa kupil še eno plato, ki sem jo pol sam sestavil, kit komplet, se pravi, dobiš plato, pa material, pa sam se spajkaš skupaj, za drive 2 motorja. In zdaj imam že platformo, da se bo furala okoli, Raspberry Pi, tista plošča gor, na USB je ideja, da bi dal Bluetooth, ne Wi-Fi, zato ker razmišljam, folk morda doma nima Wi-Fi, čeprav nekjer čudak ga nima, ampak ok, se pravi Bluetooth in Bluetooth tablica, recimo, In ti s tablico potem upravljaš robota, otrokom daš, ne vem, nekaj čist preprostega, Scratch varianta, pač ta programski jezik, ki ga je MIT naredil, za kaj tazga majhnega. Logo je bil včasih. Se to sem videl. Ta scena in potem ti, in ideje je veliko, in jaz to bom naredil za Tamauga, ampak jaz se bojim, da bo Tamau prej star 20 let, ko bo to res narejen, ko bom jaz pa, to sem ti naredil, super stari, to sem pa res vesel. Ampak leta 2025. Tako, to je bilo samo zate. Ves čas sem posnal v glavnem. Poanta je ta, da recimo, kaj tazga, in tukaj je spet cela scena, tukaj je ogromno teh makerjev, No, si ta maker movement, to sem da pa tudi hodil vprašati, kako bi ti to razložil folku? Jaz pa zmeram pridem na 3D printanje, ampak to ni. Ni. Nisem 3D printanje, kako bi ti te ljudi razložil? 3D printer se sestavlja zdaj doma. Jaz sem srečen na fotra, ki je tudi tako mahne, oziroma verjetno je obratno. Fotor je tako mahne in zato sem jaz. Mislim, verjetno je tako, ampak ok. No, in fotor je, letos je bil, oziroma lani je bil 70 let star, pa še zmeri uno neki, veš, raufat pa to, In jaz nabavim dele za 3D printanje in fotor, tako bom jaz to sestavil. Ok, cool, ker jaz si ne moram cajta vzeti ta trenutek. Ja, pozabil sem na začetku še povedati, da sem tudi raziskovalec na Filofaksu. Za srečo še par mesecev, ker veš, časovno je to še ena stvar več. Ja, valjda. Zato na srečo, da ne bo šefica narobe razumela. V glavnem, što se je pa da ta 3D printer,
je ena stvar. Ampak, da se vrnemo na ta maker movement. Ne. Začela se je zadeva tako, da sem jaz gledal malo na internetu stvari in Amerika je to, ne? Mislim, res, USA, ne Amerika v smislu tam nekje. Ne? Američani, ne vem, a zato, ker jih je veliko, a zato, ker imajo pač ta pioneer movement, neki novega pa to. In so začeli zdaj ne vem, kako se je začel, no? Ampak nekako v enem trenutku sem odkril revijo Make Magazine in sem od prve številke naročnik, tako res papirno. Ne? Aha, dejansko. Prav dejansko, takrat sem pa pol smo imeli kasneje še elektronsko varianto, ampak zdaj kar tako tradition, pa fotor ful rad pogleda, pa nisem kakšne tablice ali pa kaj rihto, ne. Vse ko noč, kar ne bo na papirju, imam lepo poličko in gor zbiram, ne, tako res, ne, true, zadeva. In tam imaš folk dela, svašta. Možakar si je naredil, in to je to, maker movement, si je naredil človek v lastnem vrtu, nekje tako zadaj za bajto, vlak. In to ne vlak, ki so bile včasih, ne vlakci doma, pa fotor nekaj naredi, pa to ne. Sediš gor, pa se peleš. Zakaj? Zato. Ker lahko. Prav to ker ne vem, kaj bi s svojim časom, ali ne vem kaj, ampak res, in sem tako, wow, pa to je noro. Ne? In potem, problem je samo ta, ker če imaš dosti idej, potem se to sam rola in je zmer hujš, ne? In ti časa zmanjkuje. No? In tam je ena varianta, recimo, ko pri nas mislim, da Ljudmila dela, Ljudmila Lep, ko včasih tega ni bilo. No? Ti imaš en prostor in imaš noter CNC, se pravi napravo, ki reže po slikci, ki jo daš ti na računalnik. Reže material, plastiko, les, kovino, karkoli. Narediš lahko hiše iz tega. Imaš 3D printer, da si naprintaš nekaj. Ne? Imaš možnost, da ti pomagajo pri programiranju kakšnih teh Arduino in teh majhnih ploščic in ti pomagajo v bistvu sestaviti stvari. Ne? In v Ameriki je bila zadeva tako narejena, ne vem, kako ima Ljudmila to, rad bi še enkrat pogledal. No? Tako narejena, kot fitness, sem jaz tem rekel, tako prav klub. Si ti plačeval vsak mesec nekaj in si prišel in si imel gadgetov naprav, ne vem, laserski rezalnik. Ne? To je denarja. Na oben kupu za domov. Ja, za domov. In potem greš tja in si to zrežeš. Ne? In je v Avstriji, se mi zdi celo v neki vasi, to je vse ta malo drugačen način razmišljanja. V neki vasi je ne vem, kjera firma sponzorirala neko delavnico, se pravi v smislu, mi bomo dali ta orodje, vi morate pa enega človeka dati, ki bo pomagal lokalni skupnosti, ko bo folk kaj hotel narediti, bo on pomagal zraven. In se je folk naredil ograje doma in vsi živo in hodijo tja in delajo ljudje. Ne? In na ta način folk nekaj naredi. Ne? Ampak ta community, mislim tako, da so to skupnosti, je ful pomemben element. Ja. Jaz sem tako gledal tudi ta Make Magazine, pa vse te sajti, to je res nek tak, tako, te, ki imajo konvenčne, to milijarda folka. In konvenčen je bil v Rimu, recimo. Jaz sem resno razmišljal, da bi šel z avtom tja, fotra vzel sabo in bi v avtu spala kovno, največje klošarja, ampak sam da grem pogledat, pa se neko, ne bom, ne, ampak res ful, rad bi otroke sabo zvlekel, ne, konc koncev, moja ideja je bila zmeri, otrok lahko nič ne naredi iz tega, mi je čisto vse. Tle vidiš, kako je. Ne? Kaj vse se da. In pa ti lahko kaj potegneš iz tega, ali pa ne, na koncu ni to moja stvar. Ne? In tudi ena dekalica je tako, recimo hodila na te hacker konvencije, ne, s fotom. In je potem naredila en film iz tega. Zdaj mislim, da je celo free na YouTubeu. Pa sem pozabil, kako je naslov, nekaj v stilu Hackers are people too, ali nekaj tazga. Dal link, pa ga dal. Dal link, ja. In sem skupil DVD. Ta community je meni tako fascinanten. Ne? No, ampak gledaj, v temu bi se malo ustavil zdaj, ker se mi zdi pri temu maker movementu, ne, tako da se veš to, kar se je na internetu zgodilo, ker se ljudje res pomagajo. Se je prvič preselilo nekaj, kjer so fizične stvari zraven. Res, ja, točno. Tako se mi zdi, klepa res, je tako, kar na netu, kar res vprašaš, pa ne. Valjda, pa ti pove, ja. Pa ti povejo, ne, klepa še to na konc pride printanju, ali pa pri Arduino tu neki ven, pa Hello World ledica ven pride, ne sam program, ali pa ne vem, nek Stack Overflow. Tako se mi zdi. Mislim, koliko ti je pa to, zakaj misliš, da se to sploh dogaja? Mislim, to je iz neta prišlo, kakorkoli obrneš. Zakaj misliš, da pol te
skupnosti so tako močne. Tukaj ena stvar mogoče, zakaj mene recimo to fascinira gimnazija Vič konkretno. Zdaj le ful o gimnaziji Vič velikrat govorim. Razen zaradi tega učitelja fizike. Pojma ne vem, kako mu je ime. V resnici ni to. Podmornice delajo. Kad zdaj podmornico delajo. Ki so prej delali pa satelit za vesolje. Ne? In je on rekel, ko ga je en otrok vprašal v smislu, ok, pa zakaj bi šel jaz v to, konc konca veš, kaj bo pa te podmornica. Ne? In je bil odgovor, zato da boš v enem trenutku lahko rekel, jaz sem pa sposoben nekaj narediti. Ne? In je bil meni ta odgovor tako ful dober. Veš, ja, lej, ne? Konc koncev, da ti res nekaj... Včasih je pri meni, ali pa velikrat je problem ta varianta, kavka, ali kjera dela. Look, shiny object, veš, greš, ne, pa lej, in zaideš totalno. In pa smo, to te squirrel. Moram končati. Ne. In to konc koncev je tudi ena taka življenjski lesson, se treba reči. Exactly, tako, da do konca nekaj narediš. Ne. In na koncu ni pomembno. Tle pa recimo pri tem maker community, ki se pogovarjava o elektroniki in tako naprej, ne, imajo tudi, oni so tudi izdali, pa mislim, da se ni prijel, to Craft revijo, ki je pa bila v bistvu dedicated pletenju, kvačkanju, šivanju. Tam so imeli tečaje šivanja in so možakarji hodili. In to v resnici ni spolno določeno. Ne? In meni najbolj sem skočil iz kože, ki je te malo začel, tako, 3 otroci, 2 punci pa sin, te malo začel, avtomobilčki so pa za fante. Ne? In pa je tako, pa dober, mislim, halo, kje si to pobral? Ne? In enkrat sem bil v Hamburgu in sem kupil tam malo Lego kocke, in potem gledam, ne, in vidim neke roza Lego kocke. Še zmeraj ta diferenciacija vse v barvi, ampak ok, ne, zato da na stranska vrata, da ne opazijo, jih opališ na ta način. Ne. In sem kupil 2 taki čistmečkani škatlici Lego kock, roza, roza vijolična, nekaj tako ta scena, ne, kao za punce. Tako, veš, in pa sem dal tam mamo, pač ne vem, nekaj avto ali kaj, ne, pa puncem, to sem pa vama prinesel, ne, in ta starejša tako malo pogleda, ne, mlajša, ta srednja, ne, v bistvu je pa takoj sestavila zadeva. Ne. In sem videl, da njej to ful leži, ampak je toliko zadržana, da ne vem, ne, ampak zato pa jaz pravim, ok, lej, vidiš, to je to. Pa na teb, a boš ali ne boš, a boš kdaj ali ne boš, lej, ne morem jaz nič narediti, imaš pa tle ful možnosti. In isto pa tudi, veš, res vsem, in zato bi tudi rad šel na Artiš festival, ne, te makeri spet, ne, razstavljajo, ampak iz ne vem, oblačil, ne vem, kaj se jim predelajo, karkoli. To je tudi maker community. Ne? Se zato, se kleje to sam tukaj, to bolj se folk zna predstavljati te Američane, ki pač letijo z letali na recimo, veš, pa tako, ne. Ampak se mi zdi, da je net to toliko nekako povezal, da zdaj to ratal tako, skoraj, mislim, normalno rekel, pa to je ful narobe. Ampak veš, mislim, normalno. Prej je veš, oni 4 ljudje, ki so se na nekem travniku dobivali z avioni in so jih leteli z avioni. Avtomobilček pa ga to je še zmeri, ki vidim enega, kako na avtomobilček v rosi. Frik, ne, bi kaj drugega delal. Ampak to je to, v resnici. Varianta izpred 20 let. Točno to. Mislim, da pa res vse početi. Tukaj, in pol, recimo, zato je meni tako fascinantno, tam imajo ta Maker Festival, ne, ko pride folk, res, ne, in pol pridejo neka skupina, ne vem kaj, Flaming Girls, ali ne vem kva so, in naredijo iz ognja, plina in ne vem česa, event totalen, ne veš, bruha ogenj in naredi človek robota, ki ne nekaj mejhnega, ki se sprehaja po bajti, ne, ampak ki je taka roka, da dvigne avto, pa ga vrže. Ne, in se ti vprašaš resno, pa kaj je s tem človekom? Mislim, se ti čisto ok, veš, ne bi kaj mogoče, kakšne tableti pa to. Ampak folk naredi in res tle, tudi jaz se vprašam, ne, pa zakaj? Ampak v resnici to vprašanje ni na mestu. Oziroma, lahko edin rečeš, zato kar lahko. Ampak prej tega ni bilo. Jaz pa mislim, da to, ampak kle res ta programiranje, pa mogoče sploh web programiranje, ki ni to komplicirano. Ker res lahko vsak na koncu. Ker res lahko, v končni fazi. Ne, sem zdi, da je veliko naredil
Ker so ljudje nekaj tako virtualno naredili, pa se je pa to sam prenesel v ta fizični svet. Recimo ta dva, no? Mythbusters, sta tukaj. Meni je to tako fascinantno, da ima človek, ne toliko te miti pa to, ampak da ima človek ogromno halo in ima tam vse noč. Se sam sprehaja in vleče in naredi robota iz unih stvari tam. In jaz sem, to bi imel jaz, da veš, ne? In sanjal o tem, nisem svašta, veš, ampak in pol res v enem trenutku si misliš, koliko so mi mehni, ne? Ampak dober, ne? Sam ne, to, ampak veš, Raspberry Pi lahko vsak kupi. Raspberry Pi pa lahko vsak kupi. A veš, to, in ta demokratizacija, ne? Da se s hardwareom dogaja, to je meni full big deal. To je res big deal. Zato jaz super, da se. In zato jaz probam, veš, čim več, ne, na to steno. In recimo glih 3D printer, ne, jaz sem 3D printer tako zanimal me, ne, in kaj se nam je zgodil, na pomivalnem stroju je ena plastika, neka vratca, ne, tako so narejena una scena, ne, da zdrži garancijo pa nič več, ne, ta varianta. Ampak tisti je plastika, ne, in tudi marsikaj drugega je v resnici plastika, ne, in pa sem za enem trenutku začel študirati, recimo za iPhone sem iskal hiše, ne, to zaščitno, ne, imaš ti na internetu že načrte, ne. Jaz sem ga videl za Nokia. Praktično res in konkretno, ne, za to zadevo bi jaz rabo samo vratca, ne, in ta prvi serviser mi je rekel, ne, sam vratca pa ne dobiš, ne, dobiš cel komplet, ne vem, tam še neka plastika zraven, sem rekel, ne vem, 50 €, nisem na glavo padel. Nisem pa neki probal s pekalnikom lukne delo, ne vem, ni šlo. Pa so pa eni drugi rekli, ne, valjda, sam vratca, ni panike, ne, ok, super, in sem kupil, ne. Ampak pol je bila ideja, ok, če bi imel 3D printer, ne, bi si lahko to sam naprintal. In to, a veš, to je pa zdaj moja hipoteza prihodnosti, ne. Takrat, kako se je v bistvu začel, na začetku ni bilo avtorskih pravic, ne, pri knjigah. Zakaj ne? Ker pa ti kopiral knjigo. Sem prepisoval tam, pozabi, ne. Pol je prišel tisk, ne, in so pogruntali, da zdaj pa malo lažje to in so morali v nekem trenutku avtorske pravice. Zdaj, ne, lahko ti knjigo greš na spletno stran, pa poiščeš pač kakšno, ne, in zlahka dobiš. In je zdaj vprašanje, in potem ti samo še morala ostane. Morala, ne, prosim te lepo. Ja, ne, ok, no povedal, kaj in zdaj, a veš, 3D printer, ne, ti bojo, ne vem, ti bo na printerju crknil neka mehna zadeva, zato ker je jeziček premehen, ne, in boš ti rekel, ok, samo ta del rabam, se ga bom raj naprintal. Ne, in zdaj moja hipoteza prihodnosti je, da bojo ali prepovedali 3D printerje, ali prepovedali uno plastiko, ne, ABS, ne, tako, ali ne vem, neki, ne, ali upalili z davki, ali veš, neki uno na enem nivoju, ker bojo pač lobisti pritisnili, ne, ali pa te načrti bojo postali prepovedani v smislu, to pa ne gre, ampak to bo že težje, ker si boš na koncu sam lahko naredil zadevo. Zlahka, ja. In na koncu bo že spet samo morala ostala, ne? Ja, no. Ja, ampak to, mene to, jaz sem bil tudi toliko ciničen, ne, včasih, da polka samo morala ostane, da gre vse pogobe, ne. Pa zdaj nisem več, ker se mi zdi, da se ta zavest, da je končno se začela malo prebuja, tudi na netu, ne. Da si še zmerno splača denar, da nisi sam unka jemlje, ne. Jaz sem recimo musko večinoma kupujem, ne. Pa v enem trenutku sem, recimo, ne vem, ta Stromae, ne, francoski reper, karkoli že, oziroma belgijski, v francoščini v glavnem in v enem trenutku, tako, imam obdobja, veš, ne, in v enem trenutku je res ful dober, ne, in sem že resno razmišljal, ene frende imamo v Nici, ne, da bi šla z ženo na koncert, ja. Tako, bolj izlet, ne, kot to, ampak ok. No in pa se neko, dobro, človeka bi rad recimo sponzoriral, pač podprl, ne, v tem smislu, ne, denar mu dal. In zdaj, in pa je bilo vprašanje, ne, na Twitter, če na iTunesih kupam komad, mu bolj pomagam, kot če kupam, kaj je boljš, ne? Smo prišli, da je najboljš iti na koncert, pa kupati majico, merchandise. To je najboljš. Zdaj, ok, veš, tukaj očitno bo težka, ne? Morda kakšen CD, ne? In zdaj, kaj delam, je, da na YouTubeu poslušam komade. Veš, nisem niti na iTunesih šel kupati, pa bi lahko. Ne vem, tako sem recimo Leonarda Cohena, ne? Pa sem šla pol na koncert, pa sem pa na iTunesih kupil komade, ne? Lahko bi sunil, lahko bi z YouTubea snel
veš, se ni panike. Pa, tako kot si rekel, ne, morala tle nekako, ne. Ampak v enem trenutku je pa potem gledaš mogoče, ne, ali pa sem jaz sam tako čuden, vse na neko ceno, a veš. Da ti jaz rečem, lej, lahko kupaš komad, ampak je 100 evrov. Pa ti v enem čakimo. To se mi pa ne zdi vredno. Ne? Ja, se to, Če imaš ti občutek kraje, ne? V smislu, če se me pa nateguješ. To je ključen problem pri nas digitalne vsebine, ne? Ker nas tretirajo isto kot Nemce. To je že 20 evrov v Sloveniji ali pa 20 evrov v Nemčiji, pač ni ista stvar. Ja, zdaj pa ali bojo oni to dojeli, ne? Ali pa no vsake dohcajte bomo kaj spistili. Škle res ni. Ampak to, kar si pa rekel, je pa to je sneti najboljše rekel. Ker je rekel, da če une, ki so ti kul, zmeram način, da jim daš denar. Exactly. In dokler je to, in jaz sem to zmeram bolj vidim pri folku. To me kar malo tako z upanjem nadaja. Veš, tudi veliko stvari, recimo, sploh leposlovje, kupam. Tehnične stvari mogoče malo manj, mislim tehnične knjige. Tudi, ampak tam, veš, že recimo, če imajo variante, lahko bereš na webu, ali pa kupaš PDF, raj bom na webu bral. Ne bom šel delati PDF iz tega, z neke truda bi mogoče lahko, se mi ne da. PDF je itak pointless. Ja, PDF je itak brez veze. Najslabši format. V resnici. Res, safar, čisto. To pa bomo pa. To ste tam neki frenda. Skupaj na kavi. Na kavi, tako je. Tako da tiste, veš, tudi samo listanje je včasih da mi papir. Se to, ampak veš, jaz odkar imam Kindla, recimo, a veš, tudi knjige, tako, ki jo kupam, je res fine feeling, da ni že spet neka weird verzija, ki si jo pošljem gor. Kaj je meni pri teh e-knjigah fajn je, da jaz sem najbolj sovražil, ko mi je folk podčrtval knjigo. To je pa clean. In sem dobil enkrat knjigo nazaj, tako s svinčnikom nekaj počrtan in se meni totalno trga. Ne, si se da poradirati, pa ni to poanta, človek. Tudi če poradiraš, zmeraj malo vidi. Ja, veš, tako, veš, pa tam je glih tako imel pritisnil, da je bila malo lukenca. Mislim, veš, se budala, kako moraš. Niso več prijatelji. No, veš, tukaj pa lahko podčrtuješ, če češ, in potem, veš, to izpraviš nekam in tako nekam magically, in to je meni prava stvar. In seveda to, da lahko sabo nesem. Žena ful ne mara teh stvari. Ona tako, tehnika, to njej ful ni, pa cel dan mora biti z računalnikom in tako naprej. In jaz sem tih takrat, ker pač ona ve, da že, veš, da je brez veze, pa zase pove, jaz pa res, dej da odprem noč. Resmo pri meni, to se za vse da reči, razen za te Kindle, ki so pa s tem e-črnilom, to res ni kom. Jaz bi ful rad bi Kindla kupil, ker se mi zdi, da bi jo potegnil, da bi razumela poanto. To jaz mislim, da je edina stvar, ki še je zaslon, v katerega moram gledati. V resnici Kindle res ni. Jaz sem od enih Buki, neki Buki, ali neki tasga je Bukaki. No, ni važno. To je nekaj drugega. Ne googlati. Ne googlati. Ali pa če že ne otrok me ne zna. V glavnem, e-knjiga, torej e-ink, pa te variante so pač neki Francozi naredili zadevo, ki je pol mladinska to prodajala tudi. In tisti je bil tako super zadeva, ampak je bil safar gor spravt in ran tukaj recimo Kindle poseka vse, ker imajo zadnji pa trenja, tudi ta trenja so zmanjšali res na minimum. Pa to, da ti lahko, če jaz imam tega 3G verzijo, ali pa če imaš Wi-Fi, jaz lahko, ne vem, zdaj na pamet govorim na plaži, rečem, jaz bom pa tole knjigo bral in dam v njih $8 in jo imam v točno 45 sekund gor. To je magic, jaz sem to že parkrat rekel, ampak to je res, to je magic. Veš, da je bil meni magic, to se prav spomnim. Delal sem v banki kot asistent in sem vsak dan sem moral backup delati in tiste dolgce, 45 minut gledaš v luft ali pa v monitor, pač neki. Procent, kako se več. In takrat tudi internet je bil še tako relativno v povojih, oni so bili mahneni na zaščito in internet ni mogel biti na računalniku, ampak je moral biti na mreži, posebej računalnik izven mreže in potem dial-up in ne vem kva vse. Ok, v redu. In potem jaz nisem vedel, kaj bi tiste 45 minut delal in sem si knjigo prinesel brati. In me je šef začel tako grdo gledati, kao za službo lahko sem stvari delaš. Ok, in pa sem surfal.
malo sem surfal, malo sem pa bral revijo Computer World, ameriška revija, in jaz takrat gledam tisto zadevo in vidim, olej, Amazon, kaj pa je to? In gledam malo zadevo, da se knjigo naročiti, zanimivo. In potem grem na Amazon malo gledat in v tej isti reviji je bila reklama za eno knjigo. Grem jaz na Amazon, naročim knjigo, vtipkam številko kartice in čez 6 ali ne vem koliko tednov, ki so z ladjo, ne vem kaj, res je prišla knjiga k meni. In jaz zdaj sem videl reklamo v Cajtangu, naročil in praktično v trenutku, takrat Lightspeed, je prišla do mene in meni se zdi to noro, fascinantno. To res Še zdaj se spomnim feelinga, knjiga, vse. Knjiga je bila tako, ampak res je bilo. Da je to sploh na kakršen koli način mogoče. Iz Amerike. Res je, da. To je pa zdaj že, veš, skoro navada. To je res dobro. Res dobro. Jaz ne vem, kako si to. Je pa res, da to sem se v prejšnjem aparatu sem odregal Glena Fleischmana. Še pride, sem mu rekel, da pri nas nima toliko ljudi kreditno kartico. Kar je dosti res, veš. Jaz jo imam realno gledam zaradi neta. Jaz sem tudi skoraj sam zaradi neta. Jaz jo nimam, jaz kreditne kartice sploh ne pomislim, da bi jo, jaz cajta nimam v denarnici, ker mi je brez veze. Kam pa v Sloveniji, ali pa tudi če grem na Hrvaško, pa jaz v Italijo, kam s kreditno počel. V Ameriki je pa kreditna ta prva kartica, ki jo imaš. Te debetne vsi skrivajo, kada ima vsak, veš, ki je številka računa gor. Vidiš, veš, kaj sem pomislil. So se to pogovarjali. In to je ta največja barijera pri nas, zato ker so Američani tako močni, vse naštima na kreditno. Pri nas je pa kreditna kva, za avionske karte pa Amazon. Tako je. Je po povzetju, praktično zmeri. Kaj to naročati, pri nas tiče na mimo vrste, pa na eno, na teh online-ih kupuješ, predračun dobiš, pa v kliku napišeš firma. Na firma delam, pa po povzetju. To je to, veš, kakšna kreditna. Zakaj imaš pa kreditno? 3 leta nazaj sem šel v Francijo in sem, veš, sem moral imeti, zato da sem karte kupil avion. Mislim, tako. To pri nas, mislim, da to je ta zadnja, ta barijera, ki še more pasti, da bomo tudi pri nas to rezali alfa na tak način. Ampak to se mi zdi res fascinantno. Drugače pa crazy, to je pa res wow. Res, ker s kreditno v Ameriki lahko delaš vse. Prv pa sam računaš, kakšna bo provizija. Pri nas pa sam kokain lahko. Sam to, drugače. Pa še to lahko debetno uporabiš. Debetno uporabiš, isto, se to je. Ok, zdaj smo blaži malo na kili, pa na hardwareu in softwareu, videl, kakšen prehod. Odličen si. Super, gre računalniki in tablice. Kaj imaš? V bistvu sem tako postal do neke mere skoraj Mac fanboy, recimo. Torej, MacBook Pro, iPad mini, starega, Retino. Nedolgo nazaj sem ga kupil. Pismo je, sam sem ga imel v rok. Dober. Luzar mi ga je doma tez, Retino, to je kar znam. iPhone 5S sem zamenil po 2 mesecih, letih. Pa, kar se serverja recimo tiče, pa strogo Linux. To se mi pa zdi brez veze. Nisem probal. Pa se je najboljša varianta. Jaz server site bolj malo poznam, pa kar gledam zdaj okoli. Mislim, folk je kar drugo sploh ne uporablja, veš. Za neke firme, ki so dale Microsoft denar, recimo, ampak načeloma. Tukaj, konec koncev, če imaš ti interni server, jaz vem za javno upravo, ki so naši občini Rihto računalnike, tam je kar težko imeti Linux, ki te opalijo skozi, pa to, pa pol Exchange, pa uno, pa se more pogovarjati, pa Windows server. V redu je, zdaj zmazal roke tukaj, brez veze. Ampak tako da, dosti je Mac stvari gor, v resnici na Maca prišel zaradi Linuxa. Z Linuxom sem začel, z Windowsi prej, Linux dolg časa, pa sem pa, ker sem šel na svoje, pa pogruntil, da na desktopu mi preveč časa vzame, da se vse poštima. Tako, a veš, kakšno idejo ima, bi podcaste poslušal, to moraš pa to inštalirati, sem tako dela na pol, pa moraš še tole, se imaš 4 knjižnice, pa repozitorije. Ampak se imaš vso kodo, lahko pogledaš, glih cajt imam, dajmo tisle Mac pogledati, kva je in je super, Unix sem upoznal. Unix je zadnji, vse se sesuje, vse, pa virusi so tudi lahko, ni to, ampak res tisti Unix
je meni bil ta prava stvar in zato je to. Pa to, ki je stabilen, mislim, proti Vinsom ne več, Vinci so zdaj v redu. Ja, 7 je super. 7 je brutalna, jaz pa še 8 kaj mi je bilo, kaj kjer je droge so kadili. Kar se stabilnosti tiče, pa nekaj za je pa smešno fajn operacijski sistem. 7 je res dobro. 7 pa OS X, ne. Jaz bi že razmišljal, jaz ne bi kar. Bi že razmišljal. Veš, da bi nekaj novega kupoval, ne. Res, jaz sem itak na Vincih, ampak tudi Meka poznam, ampak če bi mi pa XP dal, ne, pa OS X po Tigerju, ne, ki je bil že v redu, pa ni bilo dosti razmišljal. 7 je pa... 7 je res proper operacijski sistem. Ne vem, kaj je bilo z 8 koles. Dober, vem. Srali so se, ampak ne bomo te debate. Se bo 9, pa bo redo spet. Pa bo redo spet, ja. Ok, pa zdaj za software, ne, pusa Meka, ne, ampak povej mi 5 od iPhona, ne, pa ene 3, ki so iPad specific, ki sam na iPad, se vem, to je tako, ampak ti se zmerno bolj zanima, ker te tablice, še nismo prepričani, meni še ni prepričan, se je res prijel, pa me pa zanima, kva sam tam uporablja. Ker sem jaz sem iPad enko kupil, še zmerjam doma, ne. In tudi, kdaj ta malo mu dam za igrco igrati, ne. To sem ti rekel, če me prodaš enkrat. Točno, še zdaj ne vem, imam ideje spet neko abija, ampak tako slike, pa ne vem, glavno. Se verjame. V resnici na iPadu Kindle berem, pa nič drugega skoraj, ne, pa surfam po internetu, ne, ali pa berem, ne, stvari, software je pa skoraj igrca, ne, pa še slo ne, jaz tam malo dam nek avto, ne. Fascinantno se mi je zdelo, ko uporablja te akcelerometre, da lahko ti vrtiš da je volan. Ja, da je volan, ne. Tako da, tweetam, ampak na iPadu imam kar Twitter, ne. Od Twitterja na iPhoneu imam pa Tweetbot, ne. Tisti je res cool zadeva, ja. To se toliko ne da, da ne uporabljal. Ne, ampak zanimivo je to, ker vem, kako pa zmeraj, tako si predstavljam, da zavijaš z očmi. Koledar recimo uporabljam od iPhona, ne, oziroma od Apple, ne koledar. Fajn mi je, ker imam sinhronizirano čez device, itak imam sam Mac, ne, pa je vse en. In celo Evernote ne uporabljam. Sem ga, pa sem rekel, kaj bom jaz s tem? Brez veze, Notes uporabljam od Apple. Vem. Ampak, jaz to, tako ti mi rekel, jaz to razumem, tako, kot si ti, ki si samo na iOS-u pa na Macu. To make sense. To je Jonas Zanč dol rekel, če se oni med sabo bo zmerno delati. Tako, ne bo nič zlomili. Ampak problem je folk, ki ima pa Gmaila, ne, ali pa tako, kot sem jaz, ki sem pol na Androidu, jaz sem na Androidu večinoma samo zato, ker živim v Gmailu po Google Calendar. Tako, kot pa to dela, ne, pa smešno, ne, veš, ne. Veš, jaz recimo delam za eno firmo, ne, tujo, programiram in imamo koledar skupen na Googlu, ne, in tudi mailje, ne, in kar nekaj časa je bo tle problem, no, ta sinhronizacija, si moral nek software inštalirati na Maca, da je to dela, ne vem, pa boss neki. In tisti je bilo psafer, ne. In zdaj končno stvari, kar lepo funkcionirajo in jaz to potem uporabljam za te stvari, ne, probam pa mail, zdaj sem že izprobal na lasten server dati. Zdaj imam celo idejo na Raspberry Pi server postaviti, mail server in ga dati na optiko. Zakaj? Zato, da pač ker lahko, ja. In to potem objaviti, tako ne. Ampak, da se vrneva na software, no. Pol na iPhone je v bistvu res velike Twitter, podcast od Apple tudi, kupil sem celo tisti neki, ki vem, da Nates Dolmin Instacast ali Pocketcast? Instacast sem kupil, pa so pa v enem trenutku kar neki čuden delati začel in potem je bilo, kaj moraš upgradati na 3, ampak moraš to kupiti, sem kuška, fuck off, ne bom. In sem šel nazaj na unga, od Apple, ne? Podcast. Ja, podcast, že ime, kriminalno. In je nekaj časa delal kar neki, ne? Sem v redu, da je zastonji. No, zdaj pa kar v redu funkcionira, no? Tako, okej. Jaz ti predlagam Pocketcast. Pocketcast. Res, ker se tudi sinka med iPadom pa telefonom, ne? Z Macom se še ne, ampak vsaj med tema dvema se. Ja, sync mi včasih manjka, ne? In pa jaz v avto, recimo, mi manjka Bluetooth na radio, ampak ne dam 500 € ali kako hoče za un radio in pa imam kar tako, na zvočnik pa poslušam. To imam, jaz sem si zdaj obodil, točno zaradi tega sem si zdaj kupil, vsi imajo Jamboxe, ne, jaz sem pa upornik, ne, sem si kupil od Logiteka UE Mini Boom, se mu reče, mi ga kolegica iz Amerike prenesla, ne, tam je bil pol tako, mislim, da 70 € ali 65 €,
Tazga zvoka je stok majhne zadeve in si ga dam v avto, zdaj sem se dvakrat, glizan sem se do pižame pelil, sem glave snimal, sem si ga dal v avto prek Bluetootha in mi je igral, mislim, to je noro. In daš radio potih in te boli. Ne? Ker jaz sem imel imam v bistvu še zmeraj, da preklopaš na audio, ne, pa neke baterije, pa to, pa ni bilo tako v redu. Tudi stav je čuden, ti zvočnik. Te zadeve, res, zdaj ima Jambox, ta prvo generacijo imajo na Amazonu, v angleškem imajo znižen za pol cene. Dobiš tudi za 70 €, pa je ta prvo Jambox vrh glave. So pa zdaj tega minija naredili, kak ima Luzar, ki je res tenak, pa še manjši. Ampak to je res, mislim, to taka škatlica, pa res to tak zvok vam pride. Res to folko težko, dokler ne slišijo, ne verjamejo. Veš pa tudi tako, ko imaš MacBooka Pro, veliko folka to uporablja za zvočnike, za laptop, kako ni se reči, ki so laptopi zvočniki, če jih ne bi bilo. V resnici. Ja, v bistvu ne. Tle pa res tak zvok vam pride. Da jaz sem tudi, ker imam 17 let star avto, ki ni videl Bluetootha bliz. Jaz sem, veš, ko sem mislil kao uradni radio, pa to, kaj vem, pa koliko je. Pa mi on pove, pa jaz ko... Ni šans. Na glava pade. Meni je toliko žal, da nimam kasetarja. Kasetar bi vse resel, ker pa ima kaseto, kupaš s kablom ven, veš, daš v telefon. Imam CD, ki samo CD-je. Jaz sem ta zadnji komp, ki sem si ga naredil, nima CD burner. Sploh nimam, veš, ker je pointless. Zdaj brezveze. USB port mi dej. Točno to. To je to. Ali pa AUX. Še rajš AUX, kot so telefoni. Točno to. Pa imaš pa sploh. Tako da pri softveru se tle nekje ustavno. Mail je od Apple. Ama še kakšen na telefonu, ki ga ekstra uporabljaš? Za laufat nimaš kaj? Ne, tako sem mislil. Za laufat imam pa uro od Timexa, GPS ima noter in potem kar to fuješ. Probal sem s telefonom laufat, pa ga nisem imel kam dati, pa sem ga pa tako zadnji v žep, na hlače dol in hlače dol vleka. To ne gre. In pa sem neke torbice in pa sem imel za testarga iPhone-a sem imel tako v hišje. Da zga čist prepopol nas. Ne, tako v hišje, da če je padel po tleh, da ni bilo nič, ampak izgledal pa grd, ker ne vem kaj. In je bil tako ogromen, da ni bilo variante, da jaz to spravim, tudi neke mehne žepke in ne vem kaj. In pa sem to ven jemal, pa not, pa se mi ni dal več in pa sem tisto urco kupil, ki zgleda sicer za ubit vola, ki je bila res ena prvih GPS ur, ampak dobra. Ampak imaš pa GPS, točno veš, kje zbil, se več naraviš. To je, nekaj tam po gozdovih se preganjam, pa če veš, Kako je pa povežal s kompom? No, se to mi ni všeč, s kompom. Nek ekstra kabel je. Ekstra kabel, ki moraš preklopati, pa tam izbrati PC Sync, pa ne vem, kaj se jaz hočem domov prijeti, pa se pa ti zmen prek Wi-Fi-ja vse. Kje sem bil, pa kva se je ne mene zabavati tukaj. In to je dobro. In zdaj po ne vem kolikih letih končno to kao redno delam tako. Dvakrat na teden. Jaz sem od Nike, ki sicer nima GPS-a, ampak mi saj mer razdaljo. Se pravi, zdaj s tem mojim kolenom z malo manj laufam. To ima žena zdaj, jaz sem ji predal naprej. Pa je pa zgubila, mislim, kaj imaš senzor. Senzor lahko dokupaš. No vse, bomo videli zdaj, koliko bo nekaj. Pa zadnje vprašanje. Tisti to preter sploh ne upam vprašati v končni fazi. Tisti en kos, strojno prime, ki te je zaznamoval, ga še imaš, ga nimaš več, kaj bi to bilo, To sem čakal. Hotel sem celo prnest, kaj imam še. Psijo. To je bila ljubezen na prvi pogled. Mislim, res razloži, da bojo ljudje noro dobra zadeva. Pa v resnici je oblika, bolj kot pa sam hardware. Torej, začel se je z dlančnikom, in to so naredili serijo 3, mislim, da, ki je tako res dlančnik, ni bil glih žepnik, ker v žep glih ni šlo, a mogoče malo večji, na začetku, kakršni so pač bili, Tako, in si imel takrat, ne vem, če je bil touch zaslon, mislim, da ni bil, trojka ni bila, pol petka je že bila, no in, ker sem jaz pojmenil, kje sem to videl, v glavnem noro dober, in potem je žena šla na izmenjavo v Francijo in sem šel obiskat in sva šla potem za en dan v London, z Eurostarom. Vrhunska. In jaz prva trgovina, cash,
dajte mi Psiona. In to kupam in to je bilo res carska zadeva. Smartfoni pred smartfoni. Exactly, sam telefonirati. Ja, točno to. In potem sem kupil 5 in so imeli compact flash kartice noter. Ne? In sem jaz kupil za tisto 5 compact flash kartico 80 mega, ne giga, mega, in to, ker pri nas to folk ni vedel, koga je, ne, veš. In sem naročil iz Anglije in takrat je bilo treba še carino plačati. In pa to pride, takrat se po mojem en redkih, ki je naročil tako, kot fizična oseba iz tujine. In pride na carino in iz carine dobim pok papirjev, da ne vem, špediterja in ne vem kaj vse. Tako, same neke čudne besede, kaj moram narediti. In jaz halo, ne vem, kaj bi sploh radi od mene, jaz to tako kot fizična oseba. In pa sem moral plačati, ne vem, po moje enkrat več še za carino, ampak sem dobil tisti compact flash. No in potem naprej sem si kupil spet, ker sem šel enkrat v London, serijo 7, ki je pa sub notebook varianta, ne, in potem sem kasneje še to predelal v netbook, kar je v resnici res tako, ko ga odpreš nekje, tako kot A5 format papirja, recimo, ena taka velikost je, displej je tako, zdajle, če ga gledaš, se misliš, kaj si gledal? Jokaš, od nesreče. Touch je bil, ne, in oni so v bistvu začeli s Symbian operacijskim sistemom. Ne? Oni so bili tisti, ki so začeli, potem je Nokia prišla v konzorcij in to so takrat imenovali Epoch. Pa so pa to se me spomnim, ja. Sem celo knjigo s tem Symbian operacijskim sistemom doma, ker sem imel ideje, da bi programiral za to. In v bistvu domišljena zadeva je zelo, res so fajn razmišljali, kako bi naredili zadevo. In zdaj pa jaz sem pa nekje prebral, da nekdo iz te skupine je predlagal, da bi naredili MP3 player brez diska, da ima že vgrajeno memorijo, in so se mu smejali. In potem je šel Apple. Okay. Zakaj pa Psion crknil praktično? To pa spet je ena zgodba, da pa je zato, ker so se ustrašili konkurence, ker oni so imeli vrhunske stvari. Ta ideja Psiona, teh sub-notebookov, genialna stvar. Ampak je Sony pa je začel z nekimi podobnimi stvarmi in oni so pa, Sony, ne, mi ne bomo mogli in so kar nehali. Ne? Mislim, če je to res, ne morem verjeti. Ampak ta, recimo, Psion, problem je že povezljivost z zunanjim svetom. Nima ne mrežne, če hočeš kaj priklopiti, ima nek poseben port za RS-232, noro. Ne? In sem začel resno razmišljati, da bi zadevo odprl, pa in USB gor na spajku. In bi dal Raspberry Pi. Tako da, in pol, ko sem to pogruntal, kaj razmišljam, oddaleč, tako supervizija nad sabo, sem pogruntal, da morda je pa meni form factor bolj všeč, kot pa kar je dejansko počel. Ja. Okay. Tako da to, Psion, res. Ok, cool. Nora stvar, ja. Pa prvi je to rekel, pa po moje zadnji si. Največ. To je pa, mislim, res je bila. Enkrat sem ga polil. Tipkovnico. Mislil sem, da bom jokal. Tuk daleč je šlo, da je žena pol tako, ok, kdo zdaj je tle bolj pomemben. A veš, ne? Mislim, ni bilo glih tako na nož, ampak nekako tako je bilo razumeti. Ne? In pa sem nesel na servis enim, ki imajo nek lokal zraven inštituta Jožef Štefan, tako da sem dal tam v lokalu v vrečki, ti bi se tako zgledali underground totalno, ampak so zrihtali. Ti si že cel life terorist. Tako. To je to. Okay. Najlepša hvala. Prosim. Tole je bila 67. epizoda Aparatusa. Boštjana najdete na Twitterju pod @boštjanjerko, jaz sem na Twitterju @anzet. Vam je lahko tam težite oziroma mi pošljete mail na anze@aparatus.si. Feedbacka sem vedno ful vesel. Še enkrat pa hvala vsem, ki ste že podprli mrežo Aparatus in vsem, ki boste to še naredili, to pa lahko naredite na aparatus.si/podpri. Evo, tudi naslednjega tedna to. Čau.